crash with the Lavandal friends. It was not a problem, but later the engine goes down, and they checked it and they changed the engine in half an hour. Very good, Rima Racing. We were recording, so yes. I know. And then we go out. Then we had another problem. We want only to have fun now because there was no good position possible anymore. Yeah, too pity. And now we stop, okay? But did you have any your past experience about the circuit races? Did you have any accidents, fire? I go hill races, I go rallies. I also sometimes co-pilot with Alfred and his sons. Maybe every track when there's the endurance race, I always here with my own team or with the Kramer team since years. So you were hill climb racer and rally racer. And did you get any special rewards, like championships? Championships, yes. Sometimes in the class, I was with first place in Austria. Which car? Austrian championship. It was Clio with Alfred with his Lancia, with his Mitsubishi Evo. So 2000 engine. Like cubic power. Yes, with turbo, or 2000 without turbo. Interesting. So when did you stop competing? Are you active in competing or you're retired? I'm active, yes. And also in Austria we had the Muraua rally on the 19th of May, and I was my team, I was the organizer of this rally. Which rally? Muraua rally in St. Veit, Carinthia. So, what about Slovenia race? Did you compete in our Slovenian, Ilirska Bistrica, Lucin? Yes. Ilirska Bistrica was only watching. I was never driving Ilirska Bistrica, but it's a great race. Yes, and it has a long history. So I'm very sorry because of this. That's motorsport. Yeah, it's true. But I hope that you will still enjoy, and the weather is okay. So your colleagues from Austria will probably win. We had this feeling. I hope Alfred and Stefan will win this race, and we will see us at the next race here. Yeah. Thank you. Gremo pogledat mečkan na progo. Zdaj, glede na to, da smo na novo štartali, kakšno je stanje vozil, kakšni so zaostanki, mogoče bo Aljoša kaj bolj točno znal povedati. Situacija, mogoče kaj več veš, nisem sledila, zdajle nisem bila v progi. No, trenutna situacija na dirki je, da brata Kramer sta prevzela vodstvo, tako da vodi ekipa Kramer. Na drugem mestu, da bomo videli zdaj, če to še drži, naj bi bila ekipa Koreni iz Češke, kateri so prehiteli ASP-jevce, ampak ASP še ni opravila kazenske vožnje skozi bokse, torej so na trenutnem tretjem mestu. Ja, dobro, ekipa Bovi vidimo kot prva pripelja, ampak ima dva kroga zaostanka, ker je že opravila postanek. Pravi, ekipa Kramer, drugo mesto ekipa Koreni, ASP na tretjem in vidimo na četrtem mestu ekipo Pesa Krompir, kateri so kar pridno pridobili. Na petem, če to drži, je ekipa Race Star, a ne vidimo točne zaostanke kroge. Šesti, Tim Robida, Prospit, Šemeti, Bužgati, Alokes.
in brez odbijača prihajajo kot 12. Žove tim in naši prijatelji iz Hrvaške. Eurofone in kot zadnji no, 14 jih je še ostalo v borbi, kajti 15 je zagorel, kot smo videli, za katera je bila tudi prekinitev na dirki. No in borbe se nadaljujejo, a kot vidimo, ekipa Kramer vsak krog bližje in bližje ekipi Bovi, tako da pričakujemo malo napad. Izvrstno tudi ekipa Koreni. Za njimi prihajajo ekipa ASP s trenutnim voznikom Ervinom. No, nekaj borbe v ozadju. Gremo mečkam pogledati, kakšno je stanje na zaslonu. Kot je rekel že Aljoša, Koreni ekipa, potem Kramer, ASP, z določenimi dolgovi glede kazenskega prehoda skozi bokse, potem Bovi, Rubida, Krompir, Prošpic, Restar, Žove, Eurofon, Šeme, Divinol, Becdahar, Alos in pa ekipa, ki je odstopila, Team Faxe. Asistenti ekip se zdaj pripravljajo, da bojo koga poslali ven. To so njihove interne kalkulacije, oni vejo, kdaj morajo ven poslati svojega voznika, da ne bojo odstopali od pravilnika in dobili kakšne kazni. Prišlo je do prerivanj med dvema avtomobiloma. Žal prehitevanje ni uspelo, ampak brez kakršnikoli zapletov, da bi zletel kdo s proge. Gospod Avbel, gospodič, boste kaj povedali glede na to, da ste izkušen voznik, krožnik, dirk, kot preko sprinta, endurance,
Veliko vrst avtomobilov ste dali že čez. Ja, Twingo Cup Endurance zmer ponuja eno vrsto pač enega posebnega užitka, veliko je enega dirkanja, veliko je dogajanja na pisti in pač tudi v boksih. Za našo dirko zaenkrat smo nekako zadovoljni, bomo pa videli, no, do konca je še kar dolga, tako da Kako pa obvladate to na splošno situacijo, kdaj veste, kdo mora ven, kako to seštevate, a je to enostavno pač na roke kuli? Ja, nekaj izračunamo pred dirko, pol pa pač eksperimentiramo. Ne. Vedno se tudi ne izide vse po načrtih, tako da so potrebna prilagajanja. Pa se pravi prilagajate glede na voznika, da je en del cajta na progi pa drug manj, ali je to enakovredno? Tako, ja. In kdo je tisti, ki je najbolj trpežen? Ne bi vedel. No, ampak predvidevam, da ti ne zdržiš najdalj, medtem ko mogoče komu drugmu date iz usmiljenja malo manj. Pač ja, eni smo se pripravili tudi malo žrtvovati, pa pač voziti le, ne. Se bolj truditi, eni malo manj, ampak kakor komu paše, ne. In kako je na koncu take dirke, recimo 4 ure, ko je naporen, priješ domov, pa si utrujen, ali ima sploh še kaj energije, ne vem, da si poln zagona, da lahko še karkoli narediš, pospraviš. Osebno sem zelo zadovoljen, vesel in pa veselim se rezultata. Hvala. Prosim. Lahko malo poprašam? Ekipa še me. Ja. Najbolj da kar tamle unga gospoda, ki je najstarejši. Tistega smo že rekel, da svoje izkušnje je sicer pač predal, vam malo svetoval, ampak da vi mlajši od njega, da ste ga potegnili nazaj, ker ste že rahlo upokojil, glede na to, da je včasih gorske dirke vozil, pa malo tudi krožne. Ja, malo smo ga probali nazaj dobiti, ampak vse vlada še zmeraj. Kaj pa na splošno sama dirka, kakšen imate občutek, ste imeli kakšne težave na progi? Dirka je danes ful dobra, vreme, vse, tako da je okej. Ste imeli kakšen izlet, ker nisem vsega videla? Nismo imeli smo samo eno črno zastavo, Škoda, tako da... Kazen je bila, ne? Ja. No, ampak na splošno uživate, boste še prišli? Odlično. Kaj pa na splošno vas mika tudi sprint? Da bi sami sprint vozili, recimo, da... To pa ne. Se pravi... Zanimiv. Nek team building, a? Recimo. Hvala. Tako za amaterje. Ja, ampak konc koncu vse ne smeš biti taka amater na progi, a ne? Ja. Kaj pa Twingo, kakšen je feeling hvala za Twingo? Twingo je v redu. Še bolje pa Clio. No, pa z vsakim, ne, pač izkušnjami gremo višje, a ne? Ne smemo začeti. Boj nehat moraš, ker si na vrsti. No, panika. Gremo pogledati, kaj delajo kle reparacijo poju. Gospodič Miha. A bo? Zelo kratek intervju, ker se mudi na stezo, drugače pa bo, ja. The best. Navijamo za vas, navijamo za vse, brez zapletov. Kako? Če je kaj vroče? Ni sile, ni. Pas je vroče. Ampak bomo zdržala, ne? Tamle bomo Gašparjev že ujeli, ko beži, ko preplašena ovčka. Gašper, daj še kaj lepega povej, no. Saj glih to je čar dirk, ne, pač tvoji kolegi so rekli, naporna dirka, ko prideš domov, smo še zmer poln elana, poln energije, treba še veliko stvari narediti, treba je pospraviti. Ne, jaz sem drugačen, jaz si moram ponedeljek pa torek dopust vzeti. A to hudo je. Ja, res je. Sam jaz sem bolj zbran kot drugi ponavadi. Kaj pa sama kilaža, kaj shujšava?
Ja, to pa je. Ne vem, če je vročina, te sprint dirke, se pravi 25-minutne, pač je v avtu tam 50-60 stopinj, lahko tudi in tudi liter 2 vode zgubiš v pol ure, ne. Tako da tisti, ki vozijo rally ali pa F1, lahko tudi, mislim, se tudi pri pol urni dirki zelo zmatraš, no. Kaj te pa boli recimo naslednji dan? Kaj preti muskel fider za taba, za to roke, noge, vrat? Glava. Ne, glava od koncentracije, no. Hidriran moraš biti skozi, no, drugače pa, če si dosti privezan, kar je ključno, te nič ne boli, ne, ampak je tak napor za cel telo, ker je skozi pod adrenalinom pol ure, ne, in to je naporno, ne. Mišice ne, ampak adrenalin je naporen, ne. To je. No, sem mislila, da je ta zategnjeno. Ne, pa se pač ta 2 dni dopusta so razne masaže pa spa centri, ne, pa dame pa tako, ne. Mogoče bi to lahko v neko nujno opremo upeljala, ne? Na splošno. To, kar je F1 naredila, da se je znebila punc na štartu, to je za zapor. Ženske ljubijo fante v motošportu. A to iz osebnih izkušenj govoriš? Katja, zakaj? Okay. Bomo za naslednjič prišparali, ne? Naš Gašper je namreč strašen lavar boja, ne? Vedno zna takole zaperati tele dekeljce, ki so neke vrste hostese na dirkah. Kot je razvidno, so vozila z vsakim krogom bolj pomanjkljiva, manjkajo že določeni deli, tako kot je rekel prej tehnični komisar Kramžar, malo popuščanja oziroma teh ekspresnih reševanj z lepilnim trakom dopušča. Ekipa Žove, zadnji popravki, preden se vrnejo na progo. Samimi mehaniki oziroma znotraj ekipe mora nekako veljati nek red po dirki, se vse orodje spravi nazaj v omare, v predalčke, na poličke, zato da imajo pripravljeno za naslednjo dirko. Nič ne sme manjkati in kljub temu, da znotraj teh boksov deluje vse skupaj kot nek kaos, gre za nek red. Neverjetno je, kako so fantje zaupljivi do teh dvigalk, suvereno plezajo pod avtomobile.
trenutno na progi dokaj umirjeno, brez strašnih zapletov. Nekateri sicer imajo že kar veliko prednosti, ampak nič ni odločeno. Ekipa Robida očitno čaka na pravi čas, da se vrne na progo. Mislim, da popravkov oziroma popravil na vozilu niso izvajali. Očitno je kolega nekaj posnel, a ne, on board. Kot predvideno, a ne, na easy, pa smo rekli, vino. Čelado zapne, pa pozab na to, kar je prej pametoval. Smo tudi posneli pol, kaj vidim, klele kamerca. Sam mislim, da ne smem pokazati, ker je bilo grdo, tako. A smo leteli ven? Ne, jaz ne, ampak od zadaj, od spredaj, vseh strani smo se malo... No, ampak to je čar tega, ne, da se mečkam prerivate. Ne, super je bilo, res. To je pa zdaj veliko bolj neposredna ona dirkaška izkušnja krožnih hitrostnih dirk, ko si upleten v gnečo, ne. Ker drugače je tako kot na gorski ali pa na rejlju, če si sam. Tu je pa zdaj bilo, vseh strani so uletavali. Voda, ja. Stop! Topless man. Kaj? Topless man, vidim, da ti je vroče. Del ekipe Germanol. Aha, Germanol. Kaj naj povem? Nič, lepo borbo smo imeli, kaj bo lep štart. Pa smo se pa... Zakaj imeli? To govoriš o pretekliku. Borba je še vedno. Borba je bila, dok sem vozil, zdaj pa drug se bori naprej. No, pa se boš prišel še ki na vrsto, ne? Ja, bom še eno rundo. Kakšne feelinge? Zdaj je bilo boljše, je bilo več za početi. Ti si imel neke pauze, a ne? Ti si drugače mehanik in glih nisi pogosto v teh dirkalnih vozil. Ja, bolj sem mehanik, kole priložnostno, ko imamo čas, pa tudi malo pomirimo še. Torej pač ta Twingo, vozni park, a ne, Twingo poznaš podrobnosti, potankosti. Zelo. Pa nasplošno tako čist skrivnošče ni, a ne, potem time ekipa Lema, a ne, ko pridete pač z dirke, koliko je potem še dela, ne vem, a gre za generalna barvanja, zamenjate vse, gre za generalni pregled vseh delov avtomobila. Ja, vse se počne, najprej se bolj mehanika pogleda podvozje to, pa tiste ta velike karambole, pa če čas se pa še na nov kaj barva, pa kaj lepšega naredi, da je malo lepše avto. A imate kaj prednosti zaradi tega? Nič, najslabše avto smo vzeli. No, pač ne bi bili Twingo ti si uravnoteženo enakovredni, a ne? Saj so, če kdo reče, da je avto hitrejši, je brez veze. Jaz vem, jaz 16,5 se komod zapeljem, do 14,5 pa tudi ideje nimam, kako prišel do tja. Kilometri, a ne? Kilometri. Mogoče raboš kakšno bremzo v Demšo tam manj. Hvala! Evo, ekipa Koreni, tankali bojo. Tudi skole šofera, ne? Je čist v elementu. Se ne pusti čakati. Ekipa Koreni gre kar v redu, glede na to, da na rezultate vztraja med vodilnimi. Veseli smo, da nas takole obiščejo, ne, tudi iz daljnih krajev.
ker koreni prihajajo iz Češke in so se mogli kar daleč pripeljati, a ne, do Cerkelj. Pomembno pri varnostnem. Tamle imamo dve deklice, očitno podpora iz Češke, vneto odštevata minute in sekunde. Tako da v takih trenutkih, a ne, endurance pa to, kar res nimaš časa razmišljati, da bi kalkuliral, kdaj boš šel, ne, rabaš res zanesljive pomočnike, ki ti v pravem času pomahajo, da greš ven. Očitno je, da kljub temu, ki je prej Grašpor povedal, ne, da so ukinili tiste lepe deklice na Formuli 1, imamo pa takole ob progi, a ne, in znotraj ekip, pa tudi mlade punce, ki glih tako, ne, mečkam potolažijo koga. Gospod tehnični komisar tudi mer z radarjem, zato so nekatere ekipe že dobile kazenski prehod skozi bokse, če so bile prehitre. Ampak vse to je samo zaradi varnosti, ker znotraj pač cone boksov je prepovedano prehitro pripeljati, ker se lahko kljub samo koga zbije. Veliko ljudi skače okoli avtomobilov in zato je varnost zelo pomembna. Pregleduje, če je varno, da odbijač ne bo med vožnjo odletel z avtomobila. Meri hitrost ekipe Team Eurofone, tako da če bo šel prehiter, ne, porom, pom, pom. Avtomobila ekipe Bowie je izstopil Luka Glaser. Mogoče si bo vzel minutko časa. Dajmo počakati, da drugega voznika namesti v vozilo, kajti sam se zelo težko dovolj trdno pripneš, ker je treba varnostni pas zelo močno zategati. Luka, nam je kaj vroče? Vroče. Ampak je na progi, kaj dogaja,
se kaj prerivate? Dela je v redu, vse je video dela. Bilo se dalo popeljati, pa Avto, kakšne težave? zaenkrat ne. Odlično, kaj pa ekipa? Zaenkrat, ker stagniramo na 4. mestu, upamo, da bomo vse na 3. prišli. Dali smo vse od sebe, da bomo pa videli. Pa je kakšna taktika mogoče, koga prej ven spustiti, koga malo dol, gor na progi obdržati? Taktike dele. Taktika je samo še varnosten avto. Ja, pol se pa dobijo tisti dodatni krogi, a ne? Tako, saj ti vse veš. Tudi Luka, ne, je dostakrat pod pokrovom teh vozil. Tako da, kot sem že prej rekla, ne, to je ena majhna družinica, ne glede na to, da mogoče niso v krvnem sorodstvu, ne. Gre za neko posebno vez. Safety car man. Izvolite, A ste bili kaj živčni? jaz čist nič. Panika tamle, Nobene panike, vse smo rešili. Pa je treba safety car drugače hiter voziti. Vemo, da recimo v Formuli 1 v resnici ful tišijo, a ne tiste Mercedes. Tudi mi tišimo. Pa Ker jih moraš loviti, Pa obogajo drugače vozniki, kaj jim pomagate. morajo. Če ne so kaznovani. No, da povem, čisto na hiter 50 let bo, a ne, odkar ste v avtošportu. Udejstvovali ste se v Railiju, pa kje še, mislim tako. Krožne dirke, gorske hitrostne, vse. Ste pa tudi nekako starosta v avtošportu in inštruktor, a ne, svetujete mladim voznikom, kako naj pravilno vozijo oziroma zmerno, a ne, dokler ne napredujejo s svojimi izkušnjami. Ja, zdaj vsi te mladi, ki zdaj vozijo, to so šli vsi čez mene, v stvari ob meni, v stvari jaz ob njim. Ste tudi del rejstarja, a ne, tega izbora. Tudi, ja. No, moram reči, da me je zadnjič peljal po progi za ASP črnim Cliotom in da kar dobro tiši, kar dobro sva prehitevala, a ne, ampak pač jaz sem pogumna in se nisem dala. Moram pa reči, no, da mogoče krožne dirke, ne, v krogu se vrte toliko cajta, se kar mečka ne veličaš, a ne? Nikoli. A je vsak krog drugačen? Vsak krog gre mečkan drugač in je prijetno. Pa v vaših časih je bilo bolj fair play oziroma je bilo več prerivanja? Tudi. No, tudi v krožnih ni bilo, bi človek rekel, najhitrejše ne zmaga. Ja, najhitrejši je zmagal, vedno, ampak prerivanje je pa posod. Torej se ni nič spremenilo v vseh teh letih. Pa se potem izven pač konkurence, ko se potem popoldne usedete, se družite med sabo, je prišlo do velikih spoznanj, recimo nekih international. Tudi. Imate kakšne kolege še zdaj ste obdržali? Še vedno. Pa če se ne motim, vas tudi povabijo, kdaj še na kakšno legend dirko, a ne? Tudi to, vse se zgodi. Pa boste res odnehali naslednje leto? Odnehal bom pri Ašu, to se pravi, ne bom več športni funkcionar, ne bom več vozil safety avtomobilov, ne bo to gorsko, ne bo to krožne dirke, ampak pri Lemi bom pa še vedno inštruktor dirkalne vožnje. Prav do smrti, ever, forever. Ja, dokler bo šlo, ne? Dokler se bom počutil sposobenega. The best. Hvala, hvala. Kramarja, Stefana. Your opinion about the race? You are the leading team. I don't know if we are the leading team. I think we are second now. Okay, so some changes, but you will probably The race is
I don't know. The car is perfect, so we had no technical, so it's perfect race for us. But I don't know if we're second or first. We will see. The most important is that you try and that you. The most important, the car is working. We have no technical, and the times are perfect for us. So Yes, but to pity for your colleagues from Austria team. yeah, they have very bad luck. All the time they change the whole motor, and then the whole car is burning. So not good. But What about another team your father is driving in? yeah, my father is not driving. He is only in a pit lane. But they also changed. They have some technical problems. They changed the X, and we will see. Do you enjoy? Yes, very much. Will you return? Perfect weather. Yeah, very much. Okay. Sure. Good luck. Thank you. Bye bye. Še mečkam povprašamo z prve roke, a ne, nujno osebje na dirki, gasilci, varnost mora biti na mestu. A ste vi ukrepali tamle pri tistem požaru v avtu? Zraven sem bil, ja. In kaj pravzaprav, kakšen je bil postopek? Prvo smo zavarovali območje, potem smo pa z visokim tlakom, ker je bil že polno razvit požar, smo ga kar z vodo pol pogasili do konca. A se pravi, ni bil prah, je bila voda. Na začetku je bil prah, dokler nismo mi prišli, potem smo pa kar z vodo pogasili. Ste pogosto na dirkah? Skoraj vsakič, ja. Pa vas tudi mogoče mika, da bi se kdaj preizkusili v vlogi voznika? Se bom preveč rad, ne. Na splošno ste prostovoljno gasilsko društvo ali ste tudi recimo zaposleni kot gasilec? Ne, prostovoljno gasilski smo. Gospodična? Prostovoljni gasilski. In kakšno je vaše mnenje dirke, ker načeloma to bolj moški šport, a ne? Kako vam dišijo hlapi? Zaenkrat mi je všeč. Ste bili že večkrat tukaj? Sem bila že nekajkrat, ja. Pa bi mogoče se poskusili kot voznica? Mogoče kdaj, ja. Kot sovoznica sem se že malo, enkrat vozila še nisem, mogoče kdaj. Kaj pa na splošno vas posebej podučijo pri gašenju oziroma reagiranju postopku pri dirkalnih vozilih, recimo glede tistega varnostnega zatiča, glavnega stikala? Vam to povejo ali je vaša naloga načeloma, elektrika gasim s tem, bencin gasim s tem? Ja, povejo prej, ja, ponovadi. Imate znotraj tega društva prostovoljnega tudi koga drugega, ki je tako pač entuzijastičen glede dirkališča oziroma dirk? Se mislim, da smo kar tako, vsi tako, kar za to, no. Se menjavate? Tako da ste pač verjetno z teh krajev in zvesti, a ne podporniki? Ja, sosednja vas, ja. In kakšno je drugače vaše mnenje glede dirkališča? Se vam zdi v redu, da ga imamo, da se ljudje lahko malo spraznejo? Ja, meni je zelo v redu, da je tla, ja. Hvala.
ne? Kaj zdaj bežimo, ne? Dajmo povedati svoje mnenje. Saj ni važno, kako je pa gledati tako dirko? Super. Kaj, verjetno je bilo najbolj zanimivo tisto, kaj je gorela, ne? Ja. Ne, najbolj zanimivo je, ker je Matevž Haben vozil. Pač bodoči up slovenskega motošporta. Vem, najbolj, da ga poslame, tej. Tako da, to je to, no. Super. Se pravi, se preizkuša poleg motorjev tudi potem v avtomobilih, da malo izkušnje nabera. Kaj pa vi pa dirkanje? To leto še ne. Ampak osmika. Seveda, mogoče v naslednjem letu. Pa ste razmišljali, da bi mogoče znotraj tega izbora res ste razstopali, ne? Ga imamo vsako leto. Res, ne, to prvič slišam. Glavna nagrada, če tako pogledamo, ne, recimo je bila ta sezona, Lema ekipa, ne, je podarila avto tem zmagovalnim, da lahko vozijo. Najbolj neodvisno dirka. Pa ste prav za krožne ali bolj drift track? Slabo slišam. Kaj prosim? Bolj za drift track? Za vse. Pa tudi kaj pocestno riti v tem smislu, ali se bolj za te ideje, da se kle spraznemo? Omejitve. To je pohvalno, čeprav ne vem, če ste po pravic povedala, ne? Tako me je mami vzgajala, da moram vedno po pravic povedati, to je to. No ja. Bomo verjeli, hvala. Hvala. Gospod varnostnik, vas kaj ubogajo? Ja, ubogajo. Tam mene ne snimat, hvala. Menjava gum na ekipi Alokes. Poglejmo, kdo bo šel v dirkalnik, to rundo. Ivanuša je šel ven. Očitno je zelo vroče v vozilu. Najbolj pomemben mož klele v krožnih dirkah pa takole beži, a ne. Jaz sem prepričana, da ima veliko za povedati, pa ne zna to dati sebe, ker je pač taka oseba, taka persona, da melje globoko v sebi. Bojne plane, kako popeljati vsa ta vozila, vse te voznike v tujini, v Sloveniji, do pač čim večjih uspehov. Skromen možakar, nekaj. Gospod Lema pravi, da je blazno izčrpan. Konec koncev mora voditi evidenco, komandirati vse, popravljati, se valati pod avtom. Aljoša, povej, kakšno je sodelovanje z Lemo? Sodelovanje z Lemo? Ja, ne možda vprašamo, kar našega Mirota. Vem, da noče, se zato kar pricam. Miro, no, naj povemo, da Miro tako vedno kaj boli na dirki, ker to je posledica 3-4 noči brez spanja in garanja, zato da se to lahko sploh dogaja. To je hipohondar tudi, med drugim. To ima toliko. No, kaj nam poveš, zadovoljen samim potekom? V redu. Miro rekel samo v redu. Ja, smeji sem, ne? V redu je. V redu je. Takole skantani avtomobili, že številke obračaš, kva vse treba narediti, koliko cajta, koliko denarja, koliko naročanja, rezervnih delov. Vse je v redu. Ali bomo danes pač prespali to, pa jutra rekli ojoj.
vse je v redu. No, vidim, da je Miro zelo bogato obdarjen, kar se tiče besednega zaklada. Kot nam pravi, vse je v redu, no? Se pravi, da problemov ni. Kaj pa imamo še dovolj rezervnih delov? No, tako da, Kalo. No, pustimo Mirota, da se še malo odpočije in vidimo, da ponovno ekipe začenjajo z zadnjim postankom v boksih. To naj bi bil 7. postanek, velika večina jih je tudi s tem že opravila. Tako da trenutno vidimo nekaj se dela na vozilu ekipe Alokes. Vidimo, da je tudi rahlo karoserijsko preoblikovan. Zvit amortizer, menjava. Tako vidimo, da ni dolg čas ekipa pod striktnim nadzorom tehničnega komisarja. Zaenkrat še ni spremembe v vrstnem redu. Trenutno vodilni Tim Koreni, Kramer drugi in ASP na 3. mestu. Na 4. še vedno ekipa Bovi, tako da borbe še vedno ostajajo. Tudi ekipa Robida Team se pripravlja na zadnji postanek, tako da tudi oni vidimo, da avto še zelo lep napravimo stali, malo recimo temu posledicami borbe. Ekipe se še pripravljajo za zadnje dolivanje goriva. To se dogaja v coni za refueling ali tako imenovani coni za dolivanje goriva. In z nami je tudi Domen Hrovatin, tu moramo povedati, da je zmagovalec nabora Race Star, to je nabor mladih voznikov, slovenske dirkače, ko bi temu rekli, trenutno tudi udeleženec ekipe Race Star, ki ste trenutno na? Mislim, da smo na 8. mestu, bomo pa videli po vseh teh regulacijah, pa kaznih, kaj se zgodi. Tako da vam je kar v redu. In kaj poveš, kako je ta pristop k dirkanju, sam event Race Star, kaj si od tega imel? Definitivno dobra izkušnja. Veliko ljudi
obdaš se z veliko ljudmi, ki so istega mišljenja, to se pravi, se zdi kar kakšna prijateljska veza ohranila. Drugač pa zakon, mislim, to je to, no, kar je izkušnja. Tako da je tudi povabilo kakšnim novim mladim Slovencem. Ja, vsem, ki nimajo, ne vem, bogatih očev ali pa velikih sponzorjev zadaj, je daš tistih 300 € in imaš možnost pa celo sezono peljati, če se vse poklopi. No, najlepša hvala in srečno naprej doma. Hrvati, te so nevarni. Tukaj lahko zdaj sledimo dolivanju goriva ekipe Eurofon, ekipe iz Hrvaške. Kot vidimo, zraven je vedno prisoten gasilec z gasilnim aparatom. Ekipe imajo naštimane posode za gorivo. Obvezno je dolivanje goriva v negorljivem kombinezonu, naj si bo dirkaški ali gasilska oprema ali posebej specialni, recimo temu, obleke za tole. Kajti vedno je možnost vžiga ali česa. Da vidimo tudi samo legendo motoršporta, Niko Buliča, kako specialc Tomaž za dolivanje goriva, profesionalec in ko se da odgovorni na refueling coni. Tako da vidimo, da poteka po kavbojsko tudi, ne, da dobro si, da fantje namažijo gumo, da imajo pol malo več drsenja v samem ovinku. Daj za dost. Dosta. Vrnimo se samo po teku dogajanja na dirki. Tako da vidimo, načeloma bi mogla biti vodilna še vedno ekipa Koreni Racing Team iz Češke, na drugem mestu Kramer Racing Team Avstrija in tretjem mestu ASP in četrtem Bovi Team, ki pa je prišel nazaj v krog, a še vedno jim manjka, mislim, da dobrih 50 sekund do stopničk. Vidimo, na postanek prihaja ekipa Bužga.
vidim, kaj nam je Aljoša pobegnil s svojimi rezultati. Da bi saj približno videli, a je Kramer vodilni. Aljoša, kakšno je stanje? Kako? Stanje na dirki naj bi bilo tako. Kramer je ravno kar prehitel Bovi, tako da vodilni po vseh rezultatih kaže, da sta ekipa Koreni iz Češke, ker so zgleda s postankom v boksih pridobili. Tako da prvi Koreni, drugo mesto brata Kramer in boj za tretje mesto ekipa Bovi pa ASP. Ker so načeloma nekaj, ne vemo točno, kaj se je zadaj zgodilo, ampak pričakujemo ekipo ASP, ki je izgubila kar dosti veliko metrov, recimo v primerjavi. Evo, prihaja kot vodilni in vidimo zaostanek ekipe ASP se kar narašča. Nekaj se ne je izgubila ekipa Bovi, ki je bila prej v bitki s Kramerji. Vidimo, da evo. In ekipa Bovi je prilepila se na brata Kramer in ponovno se bo bitka naj bi bila med drugo in četrto uvrščenimi na dirki. Pa misliš, da se bo zdaj še kaj strnil, bo prišlo do tragičnih prehitevanj? Mislim, iskreno, če ne bo kakšne stvari napisti, da bi se moglo varnostno vozilo zapeljati na progo, ne. So recimo, da rezultati več ali manj odločeni, kajti tudi teli, ki imajo trenutno dirko, se ne borijo za tisto mesto, ker so uvrščeni s krogi razlike. Tukaj vidimo ekipa ASP, evo zadnji postanek v boksu ekipa Koreni, tako da zdaj bomo videli, kako se bo odločila dirka. To je zadnji postanek za ekipo, ukolikor bi se pripeljali na progo pred ekipo Kramer, bi bilo to prevzem vodstva in tudi skoraj sigurna zmaga. Moram pa povedati, da so v borbi tudi ekipa ASP in Bovi, tako da to bo še zelo napeto. In zdaj moramo počakati še 5 minut, da vidimo, koliko bo uspelo dirkačem ta čas. Ker naj povemo, če bi se v tem trenutku nekaj na progi zgodilo in bi se zapeljal varnostni avto, krog traja 2 minute in več, namesto minute pa nekaj, tako da bi zelo lahko zakomplicirala. Čakamo, da se mimo pripeljejo vodilna ekipa Kramerjev in bomo videli, kako bo zdaj to vplivalo na samega konca dirke je še manj kot 10 minut, to je praktično 7-8 krogov, tako da šlo se bo res na nož v zadnjih krogih, sploh boj za stopničke, ker ni še prav nič odločeno.
Jaka Marinšek je izstopil iz avta ekipe Bowin. Bomo videli, kdo bo zdaj zaključil pravzaprav dirko v njihovi ekipi. Jaka je zelo dober voznik oziroma uspešen znotraj sprinta. Vidi se, da je navožen, da avtomobile pozna. Kronfeld bo finiširal. V glavnem, vsi smo zadovoljni, vsi smo srečni. Tukaj okoli mene se vsi smejejo. Važno je sodelovati, pravijo, a ne, še lepše pa zmagati. Zelo napeto, kaj ti čakamo res na Korenijev postanek, pa na Bovijev postanek, kaj ti te ekipe so v borbi za Korenij za konkretno prvo mesto, oni pa tretje oziroma četrto mesto. Tako da šlo se bo res na nož. Videli bomo zdaj po samem postanku, namreč preteklo je, mislim, da že ne 3 dobre minute, tako da še minuto ali 2. In imeli bomo malo bolj jasno sliko o samem dogajanju. Evo, trenutno pa čez črto kot vodilni Alfred Kramer junior. Čakujemo trenutno na drugem mestu, preden dva speljeta z boksov ekipo ASP. To je črni Twingo z voznikom Boštjanom Avljo, ki tudi trenutno dela ene najhitrejše kroge na dirki. Evo, Koreni se že pripravljajo in zdaj moramo v tem trenutku bo odločitev dirke, ali bo uspelo Kramerju in ekipi ASP prepeljati Korenija ali ne. In vidimo, ASP se približuje Koreni iz boksov in Koreni zadržuje mesto. Koreni je tik pred njim napad ekipe ASP. Tega ne vidimo, a mislimo, da Boštjan Avbelj se ne bo kar tako pustil. In zdaj pričakujemo, kako se bo pripeljali iz zadnjega ovinka, ali bo to Koreni ali bo to ASP. V vsakem trenutku bi se nam morali prikazati in Boštjan Avbelj mislim, da je pridobil mesto proti češkemu mlademu vozniku in iz boksov tudi ekipa Bovi. Na tretjem, četrtem, ampak Kramerji že čez ciljno črto, tako da pri ekipi Bovi mislim, da kljub vsemu jim ne bo uspelo se priboriti na stopničke, oziroma počakajmo, kaj ti dirke ni konec, ker na vozilo prevozi šahovnico. Take 1 minute. Just question, is it difficult to work on this schedule? Is it complicated to work as a system? I believe. Thank you. Po rezultatih žirija ostaja v vodstvu s krogom prednosti, kar je tudi tam vsem drugačen malo sumljivo, recimo temu, in se kar nabira gužva pri žiriji. Na drugem mestu ekipa Kramer in kot vidimo ekipa ASP na tretjem, ravno kar evo pred ekipo Bovi z
voznikom Boštjanom Avlom pridno pridobiva. Čakati bomo morali še krog ali dva. In znan nam bo drugi zmagovalec oziroma ekipa zmagovalna druge Endurance 4-urne dirke Twingo Cup, ki organizira Lema Racing. Mislim, da zdaj v teh zadnjih krogih, a ne res, fantje pritiskajo do konca, kot se dajo žetne iz tega avta. Pozna se, no, da so se zelo natrpali. Glede na kupu. Jaz prvoščem, da zmaga, kdorkoli že pač zmaga, ne. Konec koncev smo vsi kolegi, se imamo med sabo ful radi in jemljemo to kot neko zabavo. Konec koncev tisti, ki so najboljši, imajo tako že zaprašenje pokale na policah, pa jim je rahlo vseeno, a ne, a je še en dodatno ali ne. Ja, ma, tako bom povedal. Tisti trenutek, ko ga dobiš, je vedno všeč in vedno je problem, če ga ne dobiš, tako udarmo. Tako da je pa res, da pol se pa nabirajo nekje na policah, marah. Ampak trenutek podelitve si ga pa vsak zapomni. Možda imaš tudi ti kaj zaprašenih pokalov? Ja, malček. Moram povedati, da večino sva jih zlepo dala kar ponovne podelitve. Ker na greh zaradi tega. Se ne je večkrat zgodilo, da smo krožne bolj pa jaz takrat bolj areli pa gorske hitrostne. Tudi tu dolgo leti nazaj, ko je bila pista, imam en pokal z tele proge. Ampak to je že toliko nazaj, da ne bi omenil. No in vidimo, pričenja se pred zadnji krog. Vodilni Koreni prvi, Kramerji drugi, ASP tretji, Bovi četrti in velika bitka 4 voznikov za peto, 6, 7 ali 8 mesto. Bližamo se zaključku. Mogoče še krog ali dva. Aha, še en krog je. Potrjeno zadnji krog. Na vrsti bo šahovnica, se pravi ciljna zastava. In konec. Zdržali, zdržali, strah, izjemo. Postopek je zdaj tak, če so merilci izdajo neuradne končne rezultate, ki jih potem žirija oziroma direktorju podpiše, žirija pa potem po polovici ure, se pravi po 30 minutah potrdi, vkolikor ni nobenih protestov, pritožb oziroma nejasnosti glede samih rezultatov. To se zelo redko kdaj zgodi, no, da bi se kdo blazno pritoževal. Konec koncev imajo vsi posebne škatlice na vozilih in te določajo oziroma pridno sledijo njihovim prehodom skozi celice in je žal nemogoče
želijo zadnji krog, oziroma krog po končani dirki, pod rumeno zastavo zmanjšajo hitrosti. Nekako ostane v glavi, a ne, tisti tempo. Zadnji sodnik zdaj pošilja z rdečo zastavo vsa vozila ven, se pravi z proge. Treba je zastavo upoštevati. No, zdaj pa stopimo do naših junakov. Vsi od prvega do zadnjega so bili odlični. To je zdaj Park Fermé, to pomeni tehnična komisija oziroma tehnični komisar nekako za določen čas zapre vsa ta vozila, se ne sme posegati v njih. To zaradi tega, da mogoče, če pride do kakršnih koli pripomb, pritožb, protestov, zaradi neizpravnosti vozila, ne, da lahko potem rečejo, avto gre v pregled in potem dokažejo, če je bilo upravičeno. Ker so pač ta vozila načeloma narejena vsa iz istega naslova prihajajo, se pravi z Lima ekipe, so nekako uravnotežena in pravzaprav se nikoli ne ve, kdo bo kjer avto vozil, a ne, do zadnjega trenutka. Zato je to zelo redko, da bi zdaj kdo protestiral, da je imel kdo močnejši motor ali pa kakršne koli razlike pri kolesih. Vsi smo se zbrali okoli teh dirkalnih vozil, neke mravljice na kocki sladkorja. Podelitev bo takoj po uradnih potrjenih rezultatih, ki potrdi žirija. Se pravi, zdaj bomo počakali, da mine ta čas 30 minut. Potem je pa pač Park Fermé razpuščen, kar pomeni, da lahko vozila naložijo, a ne, in odpeljejo kamorkoli že, pač v garaže, skladišča, na dvorišča. Vsi ti avtomobili bodo potrebni ličarskih popravkov, eni bolj, eni manj. Ampak tako kot je že prej rekel, a ne, šef Lima, saj ni važno, a ne, važno, da se zabavamo. In na koncu, ko potegnemo črto, smo veseli in zadovoljni, da nam je uspelo. Je pa rekel, da je to pač nujni davek, a ne, da enostavno nobeno vozilo ne pride salonsko dol po koncu dirke. Okoli časomerilcev so zdaj, vidim tamle direktor dirke, predsednik žirije, Aljoša je tudi tam. Čakam na uradne, natisnjene rezultate. Mislim uradne, pač ne uradne, ki jih je potrebno potem potrditi. Končne rezultate, tako, da bomo bolj natančni. Ekipa, bravo. Kako se počutite, ko boste stopili na stopničke, sicer ne na najvišje? To pomeni, da smo tretji luzerji, ne? Imaš prva zmaga, potem si prvi luzer, potem si drugi luzer, ne? Pa nisi tretji? Ampak mi smo zadovoljni, naša ekipa se je trudila. Imamo novo okrepitev za to. To je taktika, a ne? Razmišljamo v naslednjem okrepitvi. A bo stojine? Dobro smo se vozili, dobro smo se imeli, uživali smo, avto nam je služil.
dirkališče je, v bistvu smo ga dobro naštudirali in v redu, super. Prava stvar. Toliko je bil izčrpan, da sploh ne vem, če bi še kaj dodal. Res. Jaz ob tem pohvalil ta ASP, sponzorja našega glavnega, ki vlaga v nas, ki vidi potencial v nas. In skratka, mislim, da bomo mi v bistvu dejansko za vsako dirko vikendom napredovali. In ne vem, kje so naše meje. Jaz jih ne poznam. Brez meja, ne? Tako. Kaj že pravijo, nebo je naša meja. Super dirka, super, bom rekel, endurance dirka je bila, torej ta vztrajnostna, in tudi pohvalil bi vse ostale ekipe, ki so se borile, in dejansko ni bilo največ takšnih hudih zapletov dirkaških. Torej fair play. Lahko rečemo fair play. Dobro, prerivanje, ampak... Ložek je, ne? Tako, fair play, več ali manj tako. Kaj pa tvoje mnenje? Zahvaljujemo se še gospodu Miru Marinčku, ki je poskrbel za avtomobile, mehanike. Seveda se tudi vsem mehanikom zahvaljujemo. No, to smo tekom dirke tako že ponavljali, da je pač Capo di Banda, Don Corleone in tako naprej, in da brez njega tako krožnih dirk ne bi bilo. Da je res požrtvovalen in res vlaga svojo energijo, svoj denar, svojo familijo not potegnil, tudi žena je danes prišla in pomagala, tako da svakemu čast. Ponosna sem na vas, ponosna sem na vas. Dejansko smo dobili zdaj nekakšen elan in zagon za naprej. Za naslednji vikend, tako, naslednji vikend bo naš Avbel bo odlepil Kapitalijo. Tako da, v bistvu bom rekel, je tole zdajle mu je prišlo prav, da se malo našpiči malo te svojo borbenost. Potem pa še veselimo julija naslednjega endurance, vztrajnostne dirke. Pa čisto me zanima, kako pa to vplivajo taki uspehi, ki niso glih svetovnega formata na same sponzorje, oziroma a kdo sploh to novač kot, neki pa je, konkurenca je bila. Pribežič kot direktor ASP-ja, že telefoni mu že brnijo. Vmes med vožnjo, Kaj že bili prvi? Se oglašajo in pričakujemo v naslednjih dirkah že kup dodatnih sponzorjev z velikimi finančnimi vložki. Pa sprejemate samo finančne vložke? Ja, sprejemamo vse vložke. Ali mogoče kdo tudi sendviče dela, nos vodo? Ja, vse. V bistvu imamo tudi ekipo, razmišljamo, da bi imeli trenerja za posebnega trenera, v bistvu trenerja za fizičnega trenerja, za fiziko in tudi za prehrano posebej. Medtem, ko Gašper mi je omenil, da bi mogli uvesti masaže, ker zdaj pač pomanjkljivost tega, da ni več unih dekalca na Formule 1, da zdaj pa mogoče pa lahko fizično pač tolažbo uvedali znotraj pač fizioterapije. Vsako ekipo dve maserke. Mislite, da bi tudi kakšna nujna oprava mogla biti poleg? Naš predlog Lema Racingu in bom rekel organizatorju. Rumena barva, ne? Tako je. Pa mogoče tole ASP gora, ne? Jasno. Popolnoma nepričakovan odgovor. Še enkrat bi se zahvalil glavnemu sponzorju ASP. Zdaj ne vem, zmagovalni, kam so pobegnili. Mogoče so se šli kam veseliti ali pa odštevajo minute, da uradno potrdimo, da so zmagali. Tako kot sem že čez dirko govorila, da so morebitni zmagovalci ravno oni, zato ker so že prejšnjo dirko zelo disciplinirano vozili. Oba mladeniča sta tudi zelo izkušena, bila sta potegnjena na avtošport zgodaj zaradi svojega očeta in tudi navožena glede samih dirk v tujini. Pejmo mečkar naokrog, če bomo še koga ujeli. Feedback. Kakšen je feedback? Za prvič super. To pomeni, da se vidimo julija? Ja, definitivno. V isti sestavi? The best. Pa še mogoče isto. Ja, pa boste kar tako malo na pol, Isto gleda. Ukrevo, sigurno. Dajmo pozdraviti Iztoka vsi. Istok trenutno ukreva, ker je imel, če bi rekel, poškodbo, rahlo nesrečo je imel in nažalost ne pa za vožnjo na tem dirkalniku, ki je bilo naporno, ni uspel priti. Se pa seveda nadajamo in tudi vidimo na avto lepo piše, Istok okreva v angleščini.
kar pomeni, da upam, da mu pomaga. In da pa seveda nas spremlja v živo. Še ti, Premrl, kaj boš povedal? Srečen sem, dobra ekipa, upam, da je šef ekipe bolen se zbolel. Smo povedali. Istok, žena ne te masira. Kakšni so zdaj plani? Boste kam zavili? Boste vsak na svoj konc? Naslednja dirka, naslednje leto računamo na Le Mans. Kaj pa Juli? Kaj pa Juli? Juli, ne? Pripravijo na drugo leto za Le Mans. A s kakšnim avtom pa? Kakšna raketa, a ne? Evo, čez 5 minut pravijo, da bo podelitev. Tukajle še Kramerje ujamemo. Kramer family, happy, satisfied, the best. So, feedback. Yeah, okay. Good race. Very fair race. No technical problems. So. It was good. No big, no crashes, no mistakes. But yeah, I still don't know why. It's 30 seconds. I don't understand. But it's okay. Solve the problem. Še Borini ekipo. Nikar nismo vozili, smo že kar mečkano utrujeni. Mogoče pogledati, kakšno je stanje. Zdaj za prve, druge in tretje vemo. Da vidimo, kako je z ostalimi. Vemo sicer, da je tim Fakse odstopila od tistega požara. Se pravi, Kurin je na prvem mestu, Kramer na drugem, na tretjem so ASP, na četrtem Bowie. Torej, tretje in četrto mesto pravzaprav je to Lema ekipa, potem imamo Robido, Pesa Krompir, ProSpeed, Raystar so pravzaprav neki narediti zlati sredini, mladi nadobudni vozniki. Potem imamo Žove in pa Eurofon, še med Divinol. Zanimivo, da znotraj Divinola te ekipe je vozil Razbec, ki drugače vozi najhitrejši avto ta vikend. Potem je Betz Daher iz Avstrije in pa Alo, ki je na zadnjem mestu oziroma pred zadnjem, če upoštevamo še ekipo, ki je odstopila. Čakamo, da bo žirija podpisala, potem pa je podelitev. Ja. Evo, šefe je ukazal 5 minut. Pojdimo do zmagovalnih stopničk, do zmagovalnega odra, kjer bomo podelili. Steklene ploščice, simbolično zatopkale. Zdaj bo Gašper dol prišel, pa bo kaj lepega povedal. Gašper bo zaključil. Pridi dol, Gašper. Prosim. Hvala, Gašper. Tole imamo nagrade. Gašper je oddaleč opazoval, tokrat ni bil za vozniškim sedežem. Gašper, pridi prosim sem. Zaključi to celotno zgodbo, kakšno je tvoje mnenje, tvoj vtisi. Zadnji komentarji na Facebooku so, da prepotih govoriš. Ja ne, uspešna dirka, ker je do konca so prišli vsi avtomobili razen enega, razen Faksa, ki je pač nažalost zagorel. To je bila
tehnična pomanjkljivost. To se je v bistvu v zadnjih 4 letih se je to drugič naredilo, no. Da je avto zagorel. To je, ker pač olje šprica iz akse ven, olje šprica in to, ko je vročina hitro zagori. Drugače pa event je uspel. Event je uspel, podelitev nas čaka in mislim, da bojo fanti vsi zadovoljni, no. Ker je bilo več kot polovica je bilo ljudi, ki drugače ne dirkajo in je to zelo posebna izkušnja, ker sem videl, da tisti, preden so šli v avto, so bili zelo nervozni, tako da je tak malo poseben adrenalin, no. In je bila za vse super izkušnja. Tako da to bomo jutri razmišljali, no, kaj se bo dogajalo, no. Oziroma, koliko je bil kdo zadovoljen in koliko ne. Ja, uradne razglasitve še ni. Uradne še ni, neuradno je pa češka ekipa Koreni prva ekipa Kramer iz Avstrije druga, Slovenci katastrofa, se to ne morem verjeti, razočaran sem. Tukaj ekipa Bovija hodi sklonjenih glav. Tako da še čakamo na uradno razglasitev, ker je včasih zakompliciran določiti oziroma spremljati in meriti čase, sploh če so to rdeče zastave, varnostni avti. 8 postankov je bilo in je zdajle še računajo, no. Tako da par minut bomo počakali na uradno razglasitev, ampak najbrž bo kar češka ekipa zmagala. Medtem si lahko pogledamo izjave izpred dirke. Prosim za preklop. Sestavi. Gospod Dejan Plevel, kot lastnik ekipe. Štartal bo Matej Vanuša, ki letos tudi prvo sezono vozi v Twingo pokalu, in pa novopečeni dirkač, gospod Sandi. Poglejte ga, no, kako se Prešerno smeji. Potem na peti, pardon, malo internega heca, na peti poziciji Robida Tim. To je v bistvu danes mogoče najbolj zanimiva ekipa. Tukaj kar je cela ekipa pred avto, prosim. Gospod David, pred avto stopite, prosim. Tako, tukaj ekipa Robide, Zdenko Robide, v sestavi Marino Budinovski, potem gospod Zdenko kot lastnik ekipe, njegov sin Dejan in pa posebni gost danes z nami iz 24 ur Pop TV, gospod David Stropnik. Če gremo naprej. Spet domača ekipa na 6. poziciji. To je ekipa Bovija. Šef ekipe Luka Glazer. Potem na štartu že pripravljen. Za štart že pripravljen Jaka Marinšek. Včasih je bil on veliki up slovenskega dirkanja, danes pa lastnik, oziroma solastnik ekipe, bi rekala, ne. Potem tukaj so še Tom Grunfeld in pa trije dirkači. Tom se še skriva na drugi strani. Tom, prosim, če se pokažeš kameri, malo pomakaš in se lepo nasmejiš. Evo, pa gremo naprej. Mislim, da smo zdaj pri številki 7. Tole je hrvaška ekipa in sicer ekipa Eurofona, za katero vozi, ne, to je pa potrebno povedati, gospod Niko Pulič, on je bil voznik svetovnega formata, včasih danes je upokojen, poglejte ga tamle maha, ne, gospod Niko Pulič iz Hrvaške, potem mu sestavi še Božo Tomulič in pa Mario Jukić. Zagreb, Split, Dubrovnik, ne, to je relacija avtoput, hrvatski avtoput. Pa gremo naprej. Dajva to še malo posnet. Kako je, još jedan put? Pozdrav svim Slovenkama. Evo, sve Slovenke. Danes imamo veselico. Tukaj pa domača ekipa, spet Tim Pesa Krompir. Šef ekipe je nažalost v petek imel manjšo nezgodo na treningu in je še
v bolnici, a ne, na opazovanju, če lahko tam malo posnamava od bližji, ne, spredi Blatnik, Get Well Soon, Istok. Se pravi, ekipa Pesa Krompir v sestavi mogel bi voziti še Istok Franko, nekaj nažalost na opazovanju. Potem tukaj Luka Gregorič. Štartal bo, če stopiva bliže, tukaj pa Grega Premrl, najbrž ga že javnost pozna oziroma ga sigurno kot rally dirkača svetovnega formata, ki prihaja v pravo formo. Vsako sezono je boljša, ne? Grega, dajva še nekaj za slovenske dame povedati. Živijo dame, živijo gospodiči tudi, da bojo zmeraj samo ženske. Po mojem bo kar... Drugo mesto, second place. Tretje mesto, tim ASP. In naj povemo, prvo mesto za ekipo Koreni iz Republike Češke, drugo mesto ekipa Kramer, ki pa vidimo, da je samo eden od voznikov, in tretje ASP ekipa Slovenija z postavo Boštjan Avbelj, Zoran Poglajen, Ervin Uršič in Miha Primožič. No in to bo to za danes vse. Lepo se pozdravljamo iz Cerkelj ob Krki, iz dirkališča AMD Gaj. Vidimo se naslednjič, mislim, da šele oktobra, ko bo ponovno na sporedu Endurance 4-urna dirka. To je bilo to in hvala lepa vsem in lep pozdrav.